Sloveniji imamo tudi strokovnjake in raziskovalke volilnih sistemov. Kot Milica Antiš-Gabler. Vse je predobno. A je bila kakšna izgovarjena? Govorili so predstavniki državnega zbora, imamo tudi parlamentarce, nimamo samo parlamentarce. A je bila kakšna izgovarjena? Začela sem drugače, kot sem se odločila, da bo. Sem predstavnica ženskega lobija, ki je opravil edino veliko verodostojno raziskavo, zakaj ni bilo in zakaj ženske niso bile izvoljene v parlament, tudi v primeru, ko imamo tako imenovan proporcionalni volilni sistem. Seveda za raziskavo danes ni časa. Volilni sistemi, kot je že rekel gospod Gabler, kljub drobnosti na eni strani, na drugi strani so pa volilni sistemi najbolj dobrodošel plen za manipulacije pri ljudeh. Ko z njimi manipuliramo, vi boste odločali, vi date glas, ta volilni sistem vam to omogoča, ta vam ne omogoča. Torej, z njim se lahko manipulira in vedno je bil zmanipuliran, kadar so v njemu odločali na način, da smo seveda morali odločati tudi tisti, ali so odločali tisti, ki ga jasno ne morajo poznati, ker so to komplicirane podrobnosti, zelo zavite stvari in tako strokovnjaki tako ali drugače. Seveda ljudje imamo vedno subjektivne poglede in se bodo subjektivni vpliv na to, kateri je boljš, kateri je slab, je zelo odvisno tega, s katera pozicije stajaš. Če izhajaš z pozicije, da hočeš med dva pola in stabilno vlado, potem boš rekel, da je večinski volilni sistem. Če izhajaš iz pozicije, da vidiš, hočeš med če kakšnega več, pa zopet stabilno vlado se bomo najbolj dogovarjali ali dogovarjali kombiniranem volilnem sistemu. Če pa želimo vsaj malo odgovoriti na zahteve ljudi ustajati, tudi jaz sem bila med njimi, potem pa moramo še enkrat razmisliti, kaj je tako hudo narobe v našem proporcionalnem sistemu, da nimamo resnično zagotovljenega, kvalitetnega predstavništva posameznih skupin prebivalk in prebivalcev v Sloveniji. Namreč eno od osnovnih zahtev za dobre parlamente, seveda tudi njegovo odslikava, je predstavništvo, je pluralizem. Zakaj naš parlament, državni zbor, ne odslika v proporcionalnem sistemu v bistvu predstavništva volivk in volivcev? Ker pa smo ena od skupin v tej državi, politično marginalna, v številu pa večja od 50%, torej večja od volitev ženske, smo seveda imeli natančne raziskave, kaj je narobe v tem volilnem sistemu, da se več kot 50% žensk ni moglo do leta 2011 uvrstiti v državni zbor z več kot 13,3%. Leta 1992, govorimo o zakonu o volitvah v državni zbor, ker zdaj veljavno in je prvič veljal leta 1992, 13,3%. 96, celo 7,8%. Celo 12%, pa zopet 13,3% in tudi leta 2008 13,3%. Zakaj govorim tudi leta 2008? Na hitro bom povedala zakaj. Zato, ker vendarle v Evropi še marsikje v svetu in tudi v naši državi že vemo, da je možno enakopravnost, enakost med spoloma, ravnotežje med spoloma, velja pa lahko tudi to za druge družbene skupine, govorimo o ženskih in moških, skupino po moškem, zagotoviti seveda z dodatnimi ukrepi spodbujanja ali zagotavljanja večje enakosti po spolu. In seveda, ker to vemo, smo tudi pri nas, na srečo, tudi pod pritiskom Evrope, da nekoliko parafraziram stvari, uvedli v vse tri volilne zakone imamo v tej državi, tako imenovane ukrepe pozitivne diskriminacije posameznega spola, torej tistega spola, ki je podreprezentiran. Za nas je podreprezentiran ženski spol.
In ti ukrepi so bili uvedeni na način, da smo najprej dopolnili 43. člen Ustave, ki je zakon zavezal, da je zakonodajalec dolžen seveda uvesti tovrstne ukrepe. Prvi ukrepe, bom zdaj zelo poenostavila kvote, pa ne bom razlagala, so različni postopki, so bile uvedene v zakonu volitvah v Evropski parlament. 2-4. Prve volitve po tem zakonu, torej po uvedbi kvote, Evropski parlament, so pokazali, da smo Evropski parlament volili skoraj 43% ženskih delovnih. Uporabljala samo ženski spol, zato ker je ta tudi reprezentiran, in v zakonu se govori o obeh spolih. Torej je kvota delovala. Danes imamo celo 50 in smo ena zgledni. Vse v Evropi se predstavljamo kot zelo zgledni, če vam tukaj doma vse bistveno drugače in slabše. Drug zakon, kjer smo vedli kvote, je bil zakon o volitvah po lokalni ravni, to je občinski svet, ki je bil sprejet leta 1995. Z nizko kvoto. Prvi zakon je 40%, ta je za začetek imel 20%, danes smo seveda 30%. Ampak vendarle, gleda, prve volitve, ki so bile po uvedbi teh kvot, izvedene leta 2006, so odstotek izvoljenih svetov dvignili z 13 na 22, ukrep je deloval. No in kasneje so poslanci seveda z velikimi figami v žepu dopolnili tudi zakon o volitvah po državnem zboru. Uvedli kvoto. Za začetek samo 25%, ker ne bi bilo česta preveč, ne možete 51% ženskam, več tako odpirati več za dosti. 25%, če jih je po elementu, tako je tako samo 13%. Prve volitve, potem ta zakon je bil leta 2006, so bile 2008 in lega zlomka, izvoljenih je bilo 13,3% žensk. To je v tem primeru pa ukrep ni deloval. In zato smo se globlje in temeljito pogledali. Analizo imate na spletni strani Ženskega lobija, vse poslanke še masi bil del, kjer ima tudi neposredno, kako je lahko vidite, jaz bom pa na hitro povedala, zakaj ni delovalo. Zato, ker je naš proporcionalni sistem imamo tako za Evropski parlament, imamo za velike občinske svete, mislim tiste male pod 11, kjer imamo večinski, kjer ni svetnic, ali mogoče ena, kot imamo županki, štejemo na prste ene roke, sicer tudi državne svetnice, štejemo na prste ene roke, oziroma niti ne rabimo prstov, niti ene roke. Tukaj pa ni funkcioniralo. Kaj je pokazala analiza? Namreč za nami je bilo že 5 volitev po tem zakonu in smo seveda z veliko verodostojnostjo lahko to analizirali. Prijati, da ne bo nekaj, da smo najbolj volilnih. Ne samo, da dobro poznamo volilne sisteme. 6 volitev tudi sodelujem vodim v volilnih kampanjah in kadrovskih postopkih. In kasneje zaključim po marskih letih, ker takšni stranki ne bo všeč. Kaj so pokazali? 5 volitev, ki je bilo za nami, je zelo natančno pokazalo, namreč volilni sistem za državni zbor, uradno, vsebini, znanje, ampak način prevajanja glasov, način, kje se glasuje, kako se glasuje, je pa povsem večinski. Ima elemente večinskega sistema, ki v celoti popači. Zakaj? Rekli so večinski sistem, takrat se spomnim, ko smo dobili dihto 92, zato da bo večja personalizacija, da bo ljudje imeli občutek, da neposredno volijo poslanke in poslance in tako dalje. In 8 volilnih enot razdeljenih na 11 volilnih okrajev. Res, da stranke ali katerakoli druga skupina pripravi kandidatno listo z 11 in za to kandidatno listo je uvedena kvota najmanj 25, bila pa 8, zdaj je 35, enega spola, ne? To je že res. Ampak kako so ti kandidati in kandidatke uvrščeni na kandidatni listi? Od 1 do 11. Uvrščeni so na način, da je vsak od teh 11 razporejen na glasovni listič za volivke in volivca v
volilnem okraju. In kaj zdaj nastane? Koliko vrst prevar je stran? Kajti volilne enote so približno enake 210.000 volivcev. Volilni okraji so pa tudi dvakrat, celo trikrat večji. 9.000, 7.000 do 32.000 še več. Vdajte, vsem neravnovesje. Torej, če že govorimo o enakopravnosti pri pasivni volilni pravici, včasih morali tudi razmišljati o enakopravnosti pri aktivni volilni pravici v tem konkretnem primeru. In kaj se dogaja? Volivka dobita v svojem volilnem okraju eno samo ime določa politične stranke ali opcije. Prej je bilo rečeno, mislim, da gospod Mihlič rekel, pa se pač odločaš. Zelo na pamet je govoriti to, da se ljudje odločajo za ljudi, za posamezne kandidatke in kandidate. Ljudje v Sloveniji seveda zavrnejo tistega, ki ima izrazito nekaj negativnega filozofija, to že zavračajo. Odločajo se izrazito po političnih opcijah. Odločajo se mnogokrat celo po najbolj izpostavljenih protagonistih posameznih strank opcij. To so tudi pokazali na zadnje volitve. Marsikdaj so stopale nove stranke v volitve, tudi leta 2008, tudi leta 2004, pa vendarle ni prišlo do nikakršnih sprememb v državnem zboru, medtem ko so pa te predčasne volitve 2011, ne zato, ker je nekaj posebnega predčasne, ampak zato, ker sta vstopili dve novi, jaz pravim, dva nova akterja, z izrazito izpostavljenimi. In je bilo seveda medijska pozornost temu namenjena. Glavna protagonista sta bila znana in zato so vstopile, da seveda tako na veliko v parlament prejšnji niso. To se reče, volilni sistem za volitev v državni zbor, ki ima volilne okraje, v katerih je poslanec izvoljen za 1400 glasov ali manj, ko so poprečno vsi izvoljeni poslanke in poslanci 1500 do 2000 glasov, kasneje seveda pa se to prevede v proporcionalni delež posamezne stranke, je nesprejemljiv, je škodljiv, onemogoča vstopanje vseh posameznih skupin, hkrati pa ne odgovarja ustavni zahtevi, še več. Upam si za vso odgovornost utrditi, ker poznam konkretne razine, da je ta volilni sistem sistemska osnova za klientelizem in korupcijo v državi. Sem odločna za našo državo in za našo malo družbo. Sem odločna zagovornica proporcionalnega volilnega sistema, absolutnega preferenčnega glasu. Vse pomisleke o tem, kako so poslanke in poslanci lahko v takem sistemu pokojni zgolj in samo političnim strankam pa zavračajo. Dvakrat je bilo predlog, da spremenijo obstoječ volilni sistem državnih zborov. 2003 jeseni vse velike politične stranke, SDS, LDS, SD, govorim vsaj največji, so se strinjali s spremembami. Zakon ni bil sprejetje padlo. Drugič je bil zakon pa spremembno predlagano v državnem zboru junija 2020, ko smo mi naredili politično analizo in brez pritisk javnosti. Politične stranke so ga imele zapisanega, spremembo v koalicijski pogodbi. Poslanci niso glasovali v skladu z naročili političnih strank, v skladu s svojo voljo in svojimi interesi. Zakon je padlo. Kajti tisti poslanski izvoljen 5400 glasovi ne posluša političnih strank. Prav pa imajo mlajši kolegi, da temeljito bomo morali razmisliti demokracijo, temeljito pregledati, kaj v naši predstavniški demokraciji. Ne mislimo si, da je lahko vse, kar zmanipuliraš kvaliteta, daleč od tega. Ampak mehanizme, da se gledeš na temu, da gledito pravo smer.